lep pozdrav. Ste v naši zakladnici, v naši župnijski cerkvi. Tole bom odprla tole omarico. Imamo razglednice 4 vrst, vsak vzame eno za spomin, ki jo pač se zbere, tako da boste imeli nekaj spomina na našo cerkev. No, naša cerkev je posvečena svetemu Frančišku Ksaveriju. Zdaj, čisto na kratko, boste si pol prejemali kartice. Kdo je bil Frančišek Ksaverij, tukaj, da se bomo potem lažje predstavljali, zakaj imamo te dragocenosti ravno tole pri nas. Frančišek je bil rojen leta 1506, porodil je bil Španec, študiral je v Parizu. Ko je bil pa v Parizu, je bil pa med ustanovitelji jezuitskega reda. No, to je pomembno zato, ker so pol jezuiti šli pač v misijone in so tam delovali. 1523 leta je bil posvečen v duhovnika, že čez 5 let je šel pa v misijone. Deloval je v Indiji, potem je šel na Japonsko, želel je pa tudi na Kitajsko, vendar do tja ni prišel, ker je v Južno-Kitajskem morju na otoku Sanxian zatekla bolezen in je tam tudi umrl. Zelo mlad je bil, komaj 46 let star, vendar je bil čez dobrih 100 let razglašen za svetnika. Takrat so pa v Indiji postavili njemu na čast na njegovem grobu, ko so ga pač v Indiji pokopali, prvo cerkev, ki je bila posvečena svetemu Frančišku Ksaveriju. Prva cerkev v Evropi, to je bila prva cerkev v svetu, ki je bila v Indiji zgrajena. Prva cerkev v Evropi je bila pa tale naša, samo več kot 100 let kasneje. Ko so pa tole cerkev postavili, so pa množično prihajali tule k nam iz Avstro-Ogrske takratne, prinašali so bogate darove, bilo je mnogo teh plemiških in pa teh pomembnih družin, denarja je bilo seveda, pobožni so bili ljudje in so prihajali tule k nam. Bilo je mnogo zlatega in pa srebrnega cerkvenega posodja in pa tile plašči, ki si jih bomo zdaj ogledali. Pomembno za tele plašče je, da so stari krog 290 let, da so čez celo obdobje bile v prometu, skozi so jih duhovniki uporabljali. Skoraj vsi so narejeni ročno, vsi pa v zlatu in pa v srebru. Tako da to je res taka dragocenost. Je pa zanimivo, da so se tako lepo ohranili, skoraj noben ni kakorkoli ali obrabljen ali raztrgan, niti kakega poskusa, kakega ropa, hvala Bogu, ni bilo nikoli nič. Tako da res se je vse lepo ohranilo tule pri nas. No, tile prvi plašči, to je dar avstrijske grofonske družine von Atencev. Plašči so bili namenjeni za pogrebe, narejeni so na črn žamet z srebrno nitko. Atenci so bili zelo pobožna družina. Eden iz družine Atenc je bil ljubljanski nadškof in je dal zgraditi Gornjegrajsko cerkev, če se boste dele tam ustavili. To je pa največja cerkev v Sloveniji. Pa še to je pomembno, da so zadnjega potomca, ko so imeli gradove tule pri nas v Sloveniji, Sevnica, Štartenberg, Podčetrtek, da so 46. leta zadnjega potomca Atencev ubili takrat pri nas. Tako da takrat, ko smo gledali, če se mogoče kjer spomne, film od Jožeta Možine, ko je odkril tisti rov, rudniški rov, ja, tam noter so našli potomca teh Atencov, to je bil menda zadnji potomec, ki je živel tule pri nas v Sloveniji. No, pod naslednje plašče je narejena svilo, kitajska svila je osnova, so pa je ročna izdelava, ta droben cakove srebrni izvedbi, pa te barve. Je pa zanimivo, da so tudi barve tako obstojne, tako, ko bi bilo zdaj šivano, staro je pa skoraj 300 let, skoraj, no. No, tale plašč je narejen na statve, tam ni take vrednosti, je pa lep, tako da ga tudi pokažemo. Potem tale plašč je daroval takrat drugi najbogatejši Avstrijec, to je bil grof Schwarzenberg, bil je član parlamenta, imel je veliko denarja
In gospod iz Ljubljane mi je pa enkrat rekel, grehov pa tudi, se je pa hotel prikupiti za nebeško kraljestvo, je pa dal tale plašč narediti v zlatu in pa v srebru in ga je daroval v naši cerkvi. No, potem po mnenju strokovnjakov je tole najlepše narejen plašč, darovala ga je baronica von Rodens, narejen je s 3 iglami in s 3 nitkami naenkrat, tako da je res taka posebnost. Take izredne rože. No, ti že plašči so na statve delane, niso toliko redne, so pa lepi, tako da jih tudi pokažemo. Na tej strani imamo plašč, ki ga je darovala cesarica Elizabeta Kristina. Plašč je narejen v zlatu, belem in pa rumenem zlatu, seveda vse ročno izdelano. Plašč je bil skozi v uporabi, nič, nikjer, da bi rekla, da je malo raztrgan ali pa kakorkoli obrabljen. Tak res lepa izdelava. Rože so tako nanešene gor, lepil takrat ni bilo, to so mogli vse šivati in je tako šivano, da se noben šivek ne vidi. Res taka izreden izdelek. No, tale plašč je podarovala poljska kraljica Marija Jožefa, ki je bila srečno poročena na francoskem dvoru in je skupaj s svojim možem darovala tale plašč. Plašč je v zlatu in pa v srebru, srebrna in pa zlata nitka skupaj. Nekaj gre pa ustno izročilo za njega, da naj bi bil duhovnik pri polnočnici v njem, ki se res kar bleščijo te buske na te. Pa se spomnim, ker sem bila jaz mlada, da so še ga res uporabljali, zdaj pa nosi te široke plašče, da pač ne pride več do izraza, tako da ulovnim kar tudi v vitrini. No, najbolj pomemben plašč v naši zakladnici je pa tale, to je poročno delo cesarice Marije Terezije. Za Marijo Terezijo vemo, da je bila izredno sposobna vladarica, vladala je 40 let, z močno roko, pripeljala je krompir v Evropo, izvedla je kmetijsko reformo, popis prebivalstva, rodila je 16 otrok, bila je zelo pridna, zelo pobožna in je pa sama sebi vezla poročno obleko. Ki pa to obleko odložila, je pa dala narediti tale plašč iz te poročne obleke in ga je darovala naši cerkvi. Tako da je res zaradi tega toliko bolj pomembno, da če je vse tole res, kar se sliši, pa kar govorimo. No, 1-2 leta nazaj je bil, mislim, da več kot pol leta v Celju na eni razstavi, tako da res vleče, če je nekaj takle bolj pomembnega. No, tule se pa vidi, da je plašč že pa kar raztrgan, da je tudi kjer tak obrabljen gor, je pa izredno lepa tale bordura v srebru, zaradi tega ga tudi pokažemo. Spredaj se pa vidi, da je raztrgan. Najdragocenejši po materialu je pa tale plašč, tu gre pa za čisto 24-karatno zlato. Zdaj, koliko je zlata v tem plašču, strokovnjaki seveda ne morejo ugotoviti, rečejo pa, da je večjo vredna izdelava, kakor sam material. Tako da, to je res čisto 24-karatno zlato. Takoj naprej, tule so iz nemških dvorov plašči, da naprej pa malo. Na tej strani je ornat poljskih kraljev, Tunika, mašti plašč in pa pluvijal. No, na tej strani je pa plašč, ki ga je darovala nadvojvodinja Marija Elizabeta, to je bila pa hči Marije Terezije. Plašč je narejen v zlatu in v srebru, spodaj je njen podpis Marija Elizabeta in pa grb še niže, tako da ga je res delala hči Marije Terezije. No, to je kot idrijska čipka narejeno za srebrno nitko, res šivano, da se sploh ne vidi nobeden šiv, drobčkano, vse tako lepo speljano. No, po mnenju strokovnjakov je pa tole najdragocenejši plašč, tu se pa sploh ne vidi, kakva je podlaga, nitke zlate in pa srebrne se stikajo od nitke do nitke, pa kolikor je teh barv noter, tako da to je res tako bogata izdelava. In za njega rečejo strokovnjaki, da je pač najlepši. Na tej strani tule imamo pa plašče francoskega dvora.
Tu je pa tunika, mašni plašč in pa pluvijal. Ni pa čisto zlato, tu je pa 22-karatno zlato. Izredno lep je tale križ v mašnem plašču. Vse tole troje pa tehta 45 kg. Od teh imamo še pa 2 tuniki, pa 2 pluvijala, pa kne tule prostora imamo zgore spravljeno. Vse skupaj pa tehta 95 kg. Ta komplet so pripeljali iz Francije direktno v našo cerkev. Avstrija je imela pa takrat tak pregled čez to cerkev, pa tako je bila cenjena naša cerkev, da je Marija Terezija zahtevala, da te plašče pripeljajo na Dunaj, da jih bodo gor strokovnjaki pregledali, če so dovolj lepi za našo cerkev. No, gor so strokovnjaki ugotovili, da so dovolj lepi, tako da smo jih dobili nazaj dol in so tule spravljeni. Je pa zanimivo, da med drugo svetovno vojno je en nemški duhovnik vse tele plašče pobral in jih je peljal v Celje v eno cerkev, tam jih je zložil neke predale in so nepoškodovani počakali konc vojne, ker je bilo pa vojski konc, smo jih pa težko nazaj dobili. Iz Dunaja dol smo jih takoj dobili, a vete, tele pa ni šlo bolj tako, bi jih mogoče radi, ne vem kakva politika je bila, ampak tako da no, povedala, če vam pa bom eno zgodbo, ker so res iz cele Evrope prihajali k nam, pa so prinašali te darilje tule v to cerkev, da je neapeljski kraljici Mariji Amaliji zbolel sinek prvorojenec. Zdravniki mu niso mogli več pomagati. Gospa se je pa zaobljubila, da bo darovala naši cerkvi iz Neaplja, ki je Neapelj na jugu Italije, pa mi tule tak težkega zlatega princa, ki je bil ta njen otroček. Nekateri govorijo, da je tehtal 2,80 kg, drugi govorijo, da je bil 4 kg. Sam kakorkoli je bil je iz čistega zlata. Ko je pa Jožef II, prvorojenec sin Marije Terezije, zavladal, se je šel pa čez drugo politiko, on je pa pobral samostanom, zemljo, pa poslopja, pa duhovnike je razgnal, da so največ enega pustili na ene fare ali pa v enem samostanu. V glavnem, drugačno politiko je peljal, kakor pre njegova mati, no takrat je pa vse to pa šlo iz te cerkve, tako da je bilo mnogo teh zlatih stvari, med njimi tudi ta princ. Seveda jim je šlo, ko je rabi denar za vojsko, za orožje, tako da so prekopili. No, kartice se vzemite. V cerkvu ste pa tudi pogledali, a ne? Ja. Potem še posebej.